Tudi če nas na Citroenu prepričujejo, da je tole v bistvu super menjalnik, me ne prepriča. Super, zdaj ima 6 prestav in vi ne rabite početi ničesar, ker sklopko upravlja robot tam nekaj spredaj, tukaj pa so samo 3 gumbi in 2 vzvoda, ko mu hočete povedati kaj po svoje. Ampak tukaj je vse tako zelo počasi in ko hočete kdaj na hitro pospešiti, prestavi v višjo prestavo in potem traja, da nazaj v nižjo in raje si ne predstavljate, kako se lahko jezijo drugi na vas v prometu, če se že sami. Skratka, rad imam samodejne menjalnike. Sploh v Kaktusu je zakon, ker potem dobite še takšno klop in ste lahko bolj povezani sovoznica, če veste, kaj mislim, ampak vseeno bi raje priporočal ročnega. Ok, tole mi je ležalo na duši, zdaj pa si pogledajte to čudo še od zunaj. Eden bolj posebnih avtomobilov zadnjega časa je tole. Kaj ne rečem? Glede na odzive publike je res zadetek v polno. Večini je všeč, tako po zunanjih merah, kot tudi po izgledu. Po moje so ga falili edino zadaj. Nekam nerodno izgleda, brez okusa, strani in od spredaj pa je zelo zanimiv. Teli airbumps se mi tudi zdijo genialna rešitev. Baje so v takšnih barvah, ki z leti ne zbledijo, stroški popravil pa se s tem tudi drastično zmanjšajo. V bistvu popravil sploh ne potrebujete, ker lahko brcate van, pa se čisto nič ne pozna. Eno zanimivost znotraj sem že pokazal, ni pa edina. Poglejte ta predal. Velik je in zelo uporaben, ker so zračno blazino prestavili tukaj na strop. Posledično je več prostora za noge, celotna kabina je bolj uporabna, kljub temu, da je avto precej majhen. S prostornostjo ne razočara niti prtljažnik, prej z uporabnostjo, ker je nakladalni rob tako visok. Vmesnik? Ja, tale prikazovalnik tukaj mi je všeč. Zelo je pregleden, vse skupaj je digitalno, malo manj mi je všeč tale tukaj z velikim zaslonom. Ampak preko tega se dejansko upravlja z vsem, ker pa je precej neodziven in ker nimate občutka, kaj točno ste pritisnili, med vožnjo tudi ni najbolj varen. K sreči pa so ikone velike, tako da se s časoma na vse skupaj navadite, je pa tudi fino, da je zdaj tukaj več prostora za vaše drobnarije. Za razliko od nekdanjih Citroenov je tale presenetljivo bolj dinamičen med vožnjo. Podvozje je malo bolj trdo, zato se Kaktus bolj odločno zapelje čez ovinke, čeprav še zdaleč ni namenjen dirkanju. Sedeža spredaj imata kljub povezavi vmes še dovolj oprijema, lahko bi bilo le več ledvene opore. Volan pa bi moral biti nastavljiv tudi po globini. Takole je za marsikateri okus predaleč stran, sploh za tiste z daljšimi nogami. Marsikje se pozna tudi varčevanje, ker gre v osnovi za zelo ugoden avtomobil. Nima na primer stropnih ročajev in zadnji bočni stekli se odpreta samo navzven. Vseeno pa tako bogat Kaktus stane 18.500 € in bi lahko imel tudi takšno opremo. Dizelski motorji so že v osnovi precej dražji. Tukaj pa je že od začetka ponudbe zraven še takšen menjalnik Efficientronic. Če želite ročnega, ne bo Kaktus zato čisto nič cenejši, bo pa za še 8 konjev močnejši motor in tudi bolj čist s tehnologijo Blue HDI. No, tale ima 92 konjev, torej 68 kW in 1,6 litra prostornine in tudi poraba na testu je znašala 5,5 litrov, torej precej varčen motor. Tudi če bi sam temu Citroenu raje rekel C3 Kaktus kakor C4, ker ima s prvim bistveno več skupnega, gre še za kako zanimiv avtomobil, ki mi je pod črto zelo všeč. Sam bi izbral drugačen predvsem menjalnik, mogoče tudi barvo, je pa res, da je tole verjetno eden najbolj naprednih avtomobilov zadnjega časa, kljub temu, da mehanika ni čisto nič posebnega. In vidite, Citroen si še vedno upa, jaz pa upam, da si bo čim večkrat.